Že dolgo v svetu avtomobilizma velja tudi načelo plače več, da dobiš manj. Manj centimetrov vse smeri, zato pa toliko več prestiža. Celo znotraj ene znamke je to danes nekaj čisto običajnega. Zakaj bi kupili brez vezanih X1, če pa lahko doplačate 1450 € za X2? Izgleda 10krat bolj zanimivo. V bistvu je eden najlepših BMW-jev zadnjega časa. Najbolj sem bil vesel, da je ostal skoraj isti kot koncept, torej da ni samo neka pomanjšana spaka X4 in X6, ampak nekaj veliko lepšega. Poglejte, kako hudo izgleda s tole masko, pa s temi pragovi in ravno tu je prvi hakelc. Če ne boste doplačali za paket M Sport, bo izgledal takole, kar je precej žalostno. Zato osnovna cena za X2 ni 34.700, ampak 41.500 €. Še ena malenkost mi je všeč, da ima tule še en znak. Verjetno zato, da bo folk sploh vedel, da je to BMW, ker ima tako drugačno obliko, v resnici pa je to poklon starim športnim BMW-jem. Pa je tudi ta športen? Ni, tukaj ni debate. Je pa bolj dinamičen kot X1, na katerem je zasnovan. Inženirji so se trudili, da bi vse skupaj delovalo bolj vozniško, kar ni slabo. Občutek v ovinkih je prijeten, na volanu tudi, čeprav dvomim, da bodo lastniki X2 kaj posebej hitro vozili. I bo pa na vsakodnevnih vožnjah gotovo zmotilo trdo blaženje. Sploh s temi platišči, ki so pač zelo lepa, je vožnja precej neudobna. Še en paradoks je tukaj smešen. Ti avti so popularni, ker so malo višji in ker se tudi sedi malo višje. No, pri X2 se sedi malo nižje kot pri podobnih križancih. In kaj je potem smisel takšnega avta? Po velikosti je dejansko samo malo večji od kakšnega Golfa, kabina in prtljažnik pa nista veliko izgubila in bo tudi za družinsko rabo čisto ok. Veste, kateri je bil glavni konkurent, ko so ga Nemci razvijali? Range Rover Evoque, zato je vse podrejeno v obliki, sploh nazaj se slabo vidi, ker ima tako široka stebrička in majhno zadnjo šipo. Mehansko praktično noben BMW ne razočara, pri tem me je še najbolj zmotil dizelski motor, ki je na mestu zunaj zelo glasen. Prav traktor skoropota, med vožnjo pa se potem lepo umiri. Seveda zelo lepo vleče, za velikost je 25D ravno pravšnji, ker ima 170 kW, to je 231 konjev, zmerno vožnjo porabi nekje 7 litrov na 100 km, 8-stopenjski samodejni menjalnik je pa fantastičen. Spet imam mešane občutke znotraj, ker mi že zdaj deluje zastarelo, čeprav vse skupaj lepo deluje in je tam, kjer boste iskali. Vozniki BMW-jev boste tukaj itak kot doma, ker je vse kot pri vseh ostalih. Nekaj kratek se mi zdi sedež, čeprav je sedaljni del celo nastavljiv in tukaj je za koleno premalo prostora, nekatere bo žulilo, sicer pa vse štima. Ja, 67 jurjev. Toliko je tale in za isti denar dobite trojko z enakima motorjem in pogonom. Seveda je tisti boljša izbira, ampak nekaj pa šteje tudi imidž, a ne? V bistvu v tem primeru vse.